Nov dan, nove dogodivščine, a veš, ne, spet je en večer, ko Jure ne ve, kva bi počel in obenem moram še malo urediti svoje misli. Pa pol kar nekako, a veš, me pot zanese do dnevne sobe, odprem predal in evo ti mikrofon, slušalke na glavo in gremo, a veš. No, glavnem. Ja, meni je Sadhguru faca. Model je res, mislim, to, kar on razlaga, to je meni vse tako, ja, tako je, mislim, pač on res tako razloži, da si jaz mislim sam uno kapo dol, tako je, ja. Pol, kaj jaz probam komu drugmu, a veš, povedati, kaj sem od njega zvedel, to je bolj tako, ne, a veš, kaj je... Dve stanji sta, v smislu, da on samo je, kdor je, oziroma je v takem stanju, ko on odpre oči, pogleda okoli in reče, lej, takole je svet sestavljen, oziroma takole stvari potekajo in vse, kar on rab narediti, je odpreti oči pa pogledati. Medtem, ko vsi ostali, a veš, ko nismo v tej istem stanju, kot je on, bi mogli v bistvu vse te stvari, ki jih on reče, popisati, se pravi, to je rekel, pa če si predstavljaš pred sabo kakor en miselni vzorec, a veš, da popišeš vse, kar je rekel in pol sestaviš, kako je to povezano med sabo in pol nekje bi izpadlo, da kle nekje je center, oziroma kle nekje se on nahaja. In veš, mi bi mogli, ko nismo v tem stanju, ko on, oziroma ko nismo razsvetljeni, evo, če kar direkt gremo na to besedo, bi mogli, cel ta miselni vzorec narediti, vse te povezave med stvarmi videti in celo, to je tako znanstvena raziskava, pa teorija, pa ne vem, no, pač ogromen dela bi bilo. On pa vse, kar rab, ker je v tem stanju, odpreti oči, pogledati in lej, voda teče od leve proti desni. Mi pa, a veš, ostali, ne, pa tako formule, pa gravitacija, pa kaj je leva, kaj je desna, on pa sam tako pač gre zraven po točka in ono, lej, od leve do desne teče, to je to. Malo karikiram, ne, ampak smeh. Čak, vas bom dal klele zraven, a piska. Ja, piska. Tale pisk pa še zdaj nisem ugotovil, kako točno to je. A piska? Ne piska. Okej, dobro. Evo, ena stvar, ki sem zadnjič razmišljal, oziroma kaj on tudi rekel, zdaj se kar navadi, jaz bom sam še njega tako for life, a veš, citiral, dokler sam potencialno ne pridem do tega stanja, če, ali dajmo tako, ko, v tem vrstnem redu. Razsvetljenje je rekel, da v bistvu rabi razbrati eno stvar in to stvar 100% delati. Se pravi, da razsvetljenje je kakor kakor pač sredina enega kroga, ki pač moraš zbrati eno točko in pol prideti do te točke, brez da vmes, a veš, točko spremeniš, brez da greš po daljšnici, brez da se premisliš, pa greš v rikverc. Se pravi, če hočeš iti recimo v Lizbono, pač greš direkt v Lizbono, ne, se ne vmes ne premisliš, jaz bi šel pa rajši v Madrid, pa mogoče v Moskvo, pa dajmo še v Peking zaviti, ne. V Lizbono boš prišel edino tako, da boš šel v Lizbono, ne. In
kar se razsvetljenja tiče, je pa rekel, da je vse, kva zbereš. Da nima veze, kjera točka je, ampak je pomemben samo to, da jo 100% delaš. In pol jaz razmišljam, kaj bi jaz lahko? Mislim, kaj lahko jaz zberem, da bi, a veš, nekaj, ki meni veliko pomeni, čemur bi bil lahko predan, pa samo to eno stvar delal skozi. In pol edino, kar mi je padlo ven iz tega razmisleka, je dihanje. Ja, ker v bistvu že dalj časa razmišljam tako, kva si jaz zares želim, in pa pridem do tega, da v bistvu je samo to, da bi lahko dihal brez kakršne koli napetosti v prsnem košu ali pa v želodcu. A veš ono, da ko vdihneš, pa tako nobene napetosti ni tle. In vdih ni samo vdih, ampak je tako prav slasten vdih, ko sem... Ker ti je tako prav v užitek sam dihati. No to bi jaz hotel. In pa tako razmišljam, kaj če bi bil jaz recimo cel dan pozoren na svoj dih. Veš, da od trenutka, ko se zbudim, do trenutka, ko grem spat, sem skozi osredotočen na svoje dihanje. Da ni, nobenega momenta v dnevu, ko ne bi bil osredotočen na svoje dihanje. Da, ko grem na WC, sem osredotočen na dihanje, ko kuham kosil, osredotočen na dihanje, ko delam, osredotočen na dihanje, ko delam sklece, osredotočen na dihanje. Sicer zdaj že 2 meseca nič ne telovadam, ampak hipotetično, če bi delal sklece, bi bil osredotočen na dihanje. In to sem včeraj sem to naredil in model, družba, to note verjel, to je pa tako, to je bilo sik, to je bilo tako ful dobro. Ker pol, se zdaj bo komu to ful čudno zvenelo, ampak je kakor da sta dve stvari. In isto je Sadhguru v enem videu razlagal, ker sem ga v bistvu potem, ker sem sam neke vrste do tega prišel, oziroma ker še nisem v besedu čist, je pol on v videu to rekel in jaz sem tako, ja, to je to. In je rekel, da vse, kar obstaja, sta zavest in energija. In nekako mi, ljudje, mislim, zdaj si jaz tako predstavljam, smo nekako združitev tega dvojega. Če si predstavljaš, kakor da si ti zavest, ki je ujela en kos te energije, oziroma te življenjske energije, in ko ujameš en del te energije, pa ga obdaš, kakor nek, mehurček, je pol, kakor oni, milni mehurčki, ki jih pihaš v zrak. Je pa pač en milni mehurček in je v zraku in je pač tam milni mehurček. Se pol enkrat počne, pa ga je konc. Ampak kar hočem reči je, da zavest je kakor to milo, ta ovojnica mehurčka, energija oziroma življenjska energija pa zrak v mehurčku. In ko mehurček enkrat poč, je energija še vedno tam, kaj se po zavesti zgodi. Mislim, sej milo, pol tudi nekam gre, sam... Se zgleda, da res, da kada mila, pol ni več. No, v glavnem, da smo mi to, da smo mi zavest, ki smo ujeli določen del življenjske energije. In da ta energija, da to energijo lahko vsak od nas začuti. Ne da lahko samo je v navednicah, da lahko razmišljamo,
da lahko čustvujemo, da lahko se premikamo, pa delamo stvari v tem svetu, ampak da lahko tudi prav to energijo čutimo. A veš, da nisem, čutiš, ali ti je hladno, toplo, ali se dol počutiš, ali se ne, ali imaš nekaj v roki, ali nimaš, se pravi, tip, vonj, okus, vid in čakaj, da sem pozabil tip, vonj, okus, vid, sluh. No, da poleg vsega tega imamo še sposobnost čutiti energijo. Prav energijo. In je, oziroma ne, rečemo temu, da svoj life, a veš, ta life, ki bije znotraj tebe, da prav ta life čutiš. Da svoj life čutiš nekako. No in pa sem jaz bil osredotočen na svoj dih, pa mislim, da to je bilo 1-2 uri zapored, mislim skupaj, ja, zadeva zahteva eno konsistentnost, oziroma da eno daljše obdobje si osredotočen na eno stvar. A veš, prej, ko sem v razsvetljenju pa eni stvari govoril, da je Sadhguru rekel, da si sam eno zbereš, no, dih bi bila zame, in sem bil 2 uri osredotočen sam na to, pa tudi meditiral vmes in pol, kada, se ne vem, če bom dobro opisal, ampak kada bi v meni, to je bolj tako v trupu, sem čutil, se pravi, prsni kož, želodec, glih ta del, ko sem rekel, da ponovadi tle napetost čutim med dihanjem, tle sem čutil kakor, da pa ne neka fizična zadeva, ampak pač, da bi bila neka zadeva v meni. In malo da ne, da sem imel interakcijo s to zadevo, in je bilo pa tako ful dobro. A veš, kaj pač life je kle. In prvič v svojem življenju sem, a veš, imel, a veš, kakor da je ena stvar, ki nas vse dela žive, in s to stvarjo se ti lahko srečaš in daš roko in živjo, ful hvala, da me delaš, oziroma delaš živega, pa ohraniš pri življenju. Ok, zdaj malo spet karikiram, ker te zadevi ne moš dati roke, ampak tako v prispodobi daš svojemu lifeu, ki bije znotraj tebe roko in tako, živjo, lepo te spoznati. In da, ja, in sem to čutil, da prvič v lifeu sem se srečal s tem, kar mene sploh dela živega. Pa to ni bilo rokovanje, ampak sam tisto nekako čutiš, nekako čutil sem, pač ena radost me tako prežela, češ da, pač jaz sem živ, v meni je life. In kaj, a zdaj s tem lifeom imam jaz ta life lahko podrobneje spoznam. A veš, in je po svoje res, da če meditiraš in nisi osredotočen na zunanji svet, ampak na svoj notranji svet, z drugo besedo na svoj life, ampak zase govorim, ker sem osredotočen na svoj life, na to, kar bije znotraj mene in me dela živega, lahko dejansko to pobližje spoznam. Veš, kaj je to? Kaj dela mene sploh živega? In če svojo pozornost temu posvečam, o čemer je isto Sadhguru govoril, da če nečemu posvečaš svojo absolutno pozornost in to dalj časa, se bo nekaj zgodilo. Pač nekaj se bo zgodilo. In pa sem začel razmišljati, čakaj, če jaz svojemu lastnemu lifeu začnem posvečati več pozornosti, a veš, namesto da grem zdajle recimo gledati film, a veš, pa tudi, če je ful dober film, kva bi bil kakšen dober film. Zadnjič sem Aquamana že drugič pogledal, prvič v kinu, pol drugič tule doma. Pa tako, ni najboljši film, ampak je vseeno naredil film.
No, glavno, namesto da bi šel zdajle pogledati en film ali pa snemati ta podcast, bi se lahko le usedel pa osredotočil sam na svoje dihanje, na ta life, ki ga kar naprej omenjam. In če bi dolg časa posvečil svojo absolutno pozornost temu, pol se bo to razcvetelo. Veš, da je kakor neka, rečemo temu kakor neko seme ali pa pač neka roža v vsakmu od nas, ali ovene, če ne posvečaš pozornosti, ali pa se lahko razcveti, pa tako rata najlepša roža, ki si jo ever videl, ali pa celo cel vrt. Če, ne bom rekel, če meditiraš, ampak če svojemu lastnemu lifeu posvečaš pozornost. A veš, ne kakšen avto imaš, ne kakšno bajto imaš, ne kaj si drugi mislijo o tebi, ne a veš, koliko keša je na bančnem računu, mislim, glavno, da ga je dost in to je to, več ne rabi biti. Ne, koliko imaš kuhinjo spedenano, pa veš, da imaš najboljšo mikrovalovko, ne veš, zakaj se zdaj v kuhinji začel, najboljšo mikrovalovko, pa najboljši štedilnik, pa hladilnik, ki je ful prostoren, pa ima ne vem kakšne funkcionalnosti. Čeprav, jaz imam samo čistilni hladilnik, pa je ful fajn zadeva, tako res, kaj ga ni treba pucati, koliko je to dobro, to je ful dobro. Tako da, če si boste kupili hladilnik, daj kupite si samo čistilnik, to je tako res nekaj fajnega. Ja, in da posvečaš pozornost temu lifeu. Da pol se bo nekaj čudovitega zgodilo, ne vem kaj, je kakor da ali pa dajmo zdajle pozornost enačiti s toploto. In recimo imaš, pa pojdimo v kuhinjo, pa imaš lonec vode. In zdaj, če posvečaš svojo pozornost temu loncu vode oziroma ga segrevaš, pol se ne bo zgodilo nič in pol bo enkrat voda začela vreti. In se bo nekaj zgodilo. In pa je isto, če posvečaš pozornost svojemu lifeu. Se pač nekaj zgodi. Pa a je to, da imaš več energije, da rabiš spati samo, ne vem, 4-5 ur v dnevu, da se čutiš bolj ustvarjalnega. To zdaj naštevam, kar je Sadhguru rekel in ne, kar se meni dogaja. Če pa se mi začne to dogajati, pa valjda poročam. Da si bolj motiviran, da bi bil bolj motiviran za stvari. Manj kot slabe volje. Pa da, ko bi bil dobre volje, ta dobra volja ne bi bila, 10 kmh dobra volja, ampak 80 kmh dobra volja. Je pa težko. Zdajle probam govoriti, pa vmes biti pozoren na svoje dihanje. Pa nekako mi ne uspeva najboljš ali pač čakaj. Spet ne govorim. Je pa težko, to sem že ugotovil, da ne morem razmišljati in biti pozoren na svoje dihanje naenkrat. Oziroma, da zelo težko sem v glavi, pa obenem pozoren na dihanje. O čemer je isto Sadhguru govoril, to mi je, vse je on povedal. Da imaš v sebi
se dogaja, oziroma v glavi se dogaja stalno neka psihološka drama. A veš, pa ta opravek, pa ona skrb, pa ta predsodek, pa ona misel, pa ono pravilo, pa pač vse živo, ta šunder, veš, kaj se dogaja tukaj gor. No, pol, ob tem se pa stalno dogaja tudi eksistencialistična drama, oziroma life, po domač povedan. Pač life se odvija okoli nas, tudi znotraj nas, ne, ampak pač okoli nas, povsod to je life. In zdaj, a hočeš živeti v lifeu, ali pa hočeš živeti v svoji psihološki drami, ki se odvija samo v tvoji glavi. In če si pozoren na svoje misli, če razmišljaš in živiš v glavi, pol pač živiš v tej psihološki drami, ki se ti odvija tukaj gor. Če pa si pozoren na en proces življenja, v smislu bitje srca, dihanje, pač vse življenjski procesi, ki se odvijajo, ta dva sta še najbolj tako stalna oziroma stalno prisotna. Pol si v bistvu v lifeu nekako živiš. In sem to tudi sam pri sebi začutil, kakor da, ko sem bil osredotočen na dihanje, sem se čutil, kakor da sem jaz v svojemu trupu, v pač prsni koži, želodec, v tem delu. Veš, kot da sem jaz tukaj. Pol sem pa začel razmišljati in sem se kar naenkrat čutil, kot da sem jaz v glavi. In pol spet osredotočen na dihanje in se spet pomaknil dol. In takoj, ko sem bil dol, sem pogledal okoli sebe in sem svet bolj videl. A veš, bolj sem bil tle, v tem svetu prisoten. Takoj, ko sem začel razmišljati, sanjati, pa pač se ukvarjati z mislimi in razmišljati, je pa kar ta svet postal mehen, meglen, zdaj spet malo karikiram, ampak nisem toliko bil pozoren na ta svet kle, ampak na vse to, kar se meni kle gor dogaja. No in zdaj je vprašanje, kje jaz hočem živeti. In moram reči, da recimo od 14. leta, ali pa ne vem niti od katerega leta, se jaz sam sebe res dobro zavedam. Pa 8. razred, mogoče osnovne. Se pravi od... Koliko sem bil v 8. razredu star? 14? Ja, lih 14 nekje. Evo, od svojega 14. leta do zdaj, se pravi 16 oziroma 17 let, sem živel več ali manj v glavi. Nisem bil tako pozoren na, life, pa razmišljal o tem, da dihanje, bolj pozoren na to tukaj, ne na misli, pa na vso domišljijo, ki se tukaj gor odvija, pa kako je te domišljije, to je neverjetno. No, in zdaj, ker razmišljam teh 16 let, kaj mi je teh 16 let prineslo, kar se sreče, koliko sem jaz srečen vsak dan, kaj mi je teh 16 let ali pa 17 let prineslo v kontekstu sreče. Mislim, prišel sem do teh tem, s katerimi se zdaj spoprijemam, bolj konkretno kot kadarkoli. Ok, prišel sem do določenih znanj, da znam, blog postaviti, posneti tole, mislim, se ni jih neko blazno znanje, ne, ampak ok, nekaj pač treba vedeti, ne. Ne vem, no, v bistvu
pa se lahko vsak od vas vpraša, a na koncu dneva, koliko misli, ki ste jih imeli čez dan, pa koliko stvari, ki ste razmislili, koliko od tega ima dejansko veze. Ne tako resno, pač vse, kar si razmišljal čez dan, a veš, pa ta opravek, pa una skrb, pa ta hipotetičen scenarij, pa a veš, kaj bo čez 1 leto glede tega, pa to, pa tisto. Koliko od tega ima res veze, kar se tiče, koliko si ti srečna v življenju. Bolj malo, a ni? Mislim, saj to je moj nekak odgovor. In pol se vprašam, čakaj, kaj pa bi se zgodilo z mojim lifeom, če bi bil jaz pozoren na svoje dihanje ves ta čas. A veš, da bi bil ves ta čas pozoren na eno točko, kar je Sadhguru rekel, da je pot do razsvetljenja, če že, mislim, se je on rekel, da razsvetljenje ne obstaja, ampak da če že hočemo govoriti o tem, pa kako priti do kje, je rekel, da ja, si pač zbere eno točko in recimo, da bi bila ta točka dihanje. Kje bi bil jaz danes, če bi teh 16 let vse, kar sem razmišljal do zdaj, namesto vsega tega, bil ves ta čas osredotočen na dihanje. Stari 16 let tega, pa to, jaz bi bil čist drug človek danes. Mislim, sej, a veš, najlažje je reči, kaj če bi jaz teh 16 let čist nekaj drugega delal. Ja, da pol ne bi bil kle, ko sem danes, ne, tako da sploh ne morem govoriti, ne, za nazaj, kaj bi bilo, če bi to pa to. Ampak ja, kaj pa če bi od zdaj naprej? Namesto da vsak dan razmišljam neke butaste stvari, ker tega je ogromno, mislim, pa se vsako minuto neka nova misel pride mimo, ne, pa, a veš, ker jih je kar nekaj zelo fascinantnih, ne, pa začnem razmišljati o tem in pa tako 5 minut kasneje se zavem, čakaj, zakaj zdaj o tem razmišljam, pa jaz ne rabim o tem razmišljati in pol neham. In pa spet pride ena druga fascinantna misel mimo in začnem o oni razmišljati in tako, ne rabim tega, ne rabim razmišljati o tem in spet neham. In to se kar naprej ponavlja. No, sej, tudi o tem Sadhguru govoril, ne, da je ves problem tega, ker se narobe identificiramo. A veš, ker mi mislimo, da smo A veš, če bi jaz vedel, da jaz nisem svoje telo, pa kle ne mislim razumsko vedel, ampak prav vedel, da nisem svoje telo, da nisem svoj da te misli pa čustva, da to nisem jaz in da sem jaz neki čist tretjega, ki niti ne vem, kaj to je. Mislim, da sem jaz zavest, to je še najbližji odgovor, ki ga imam trenutno, ampak tudi to je, a veš, sem do tega prišel prek razmišljanja in ne prek lastne izkušnje. Tako da tudi to ne vem, sam ugibam, ne, ker je po svoje zabavno ugibati, ampak pustimo to. No, ker se ljudje istovetimo s svojim umom in mislimo, mi smo svoj ali pa te misli, ta prepričanja, ta osebnost, zaradi tega je pol glasen in pa skozi neke misli meče ven. A veš, če se mi ne bi s tem istovetili, pa bi sam rekel, lej, jaz sem pač life, jaz sem del lifea in to je to. Da ne bi rekel, jaz sem moški, da ne bi rekel, jaz sem to telo, da ne bi rekel, jaz sem Jure Pehar, da ne bi rekel, jaz sem tak, pa tak, ampak bi sam rekel, lej, jaz sem life. Da pol tudi ne bi bil to glasen.
da je to problem. Identitete. To je ful zanimivo, ker v bistvu en kup stvari, ki jih moraš naenkrat narediti, a veš, in urati svojo sposobnost koncentracije oziroma posvečanja svoje pozornosti eni zadevi dalj časa. To je ena stvar. Druga stvar je, da moraš zbrati to zadevo. Kateri zadevi boš posvečal veliko časa? In potem, ko ji posvečaš, moraš še svojo identiteto nekako poravnati. Ja, poravnati je kar ta prava beseda, oziroma jo pravilno namestiti, da ne kaže več na telo, pa na pa na ne vem kva že. Zato, da se neha skozi uglašati. Mislim, če hočeš razmišljati, lahko kadarkoli razmišljaš. Itak. Govorimo o neprostovoljnem oglašanju, ki so skozi neke misli tle gor, ki jih pač nisi povabil, da so tam gor. Oziroma, spet govorim zate, ker jih nisem povabil, da so tam gor, oziroma sem jih, ker se identificiram s tem Še vedno, čeprav delam že en mesec prav na tem, ampak še vedno, čakaj. Ja, nisem še čist prekinil te identifikacije s svojim Še vedno je majčkeno ostal, ampak sem blizu. Sem bližje, kot sem bil kadarkoli. Razen, ko sem bil otrok, takrat sem bil pač srečen in to je bil to. Konec zgodbe. Simple life. Čist. No, še to identifikacijo je treba popraviti in pol samo ustrajati in pač biti osredotočen na eno stvar, ne pustiti da, a veš, me premam v katerokoli drugo smer. In to je to. Ful simple. K pasul, razsvetljenje je tako, formula za vse v bistvu. Razsvetljenje, če tako pogledaš, kakor je rekel človek, na eno stvar osredotočen in to je to. Pač prej slej prideš pol do razsvetljenja. Sam zdaj, kako biti osredotočen na to eno stvar, ja, to je pa treba porihtati par zadev, In s par zadev v bistvu se na novo socializirati, oziroma, to sem pa narobe rekel, ker v bistvu tako, mi pridemo na ta svet kot nepopisan list papirja. Mislim, nepopisan list papirja. Imamo ogromen zapisanega že s sabo, pač DNK, a si moški, a ženska, pa približno kakšne lastnosti boš imel v tem lifeu, pa karma, to vse že s sabo prineseš, Ampak to je to. Načeloma noben, ki se rodi, ne zna živeti v tem svetu. In zato nas pol socializirajo, da vemo, kako obstajati sploh v tej družbi tukaj. No, ampak v procesu socializacije pa naberemo en kup balasta, en kup bullshita, en kup stvari, ki jih moram pol odstraniti, zato da lahko pridem do onega srečnega stanja, kot sem ga imel, ko sem bil otrok. Lahko tako gledaš, ko si otrok, si srečen, ampak ne znaš živeti v tem svetu. Brez staršev tako ne bi dolgo preživel. Pol se naučiš, kako živeti v tem svetu, ampak nisi srečen, ker pač nekako to se zgubi v procesu. Večina ljudi, kakšen človek pride skozi socializacijo nepoškodovan. Sicer so redki, ampak pridejo skozi socializacijo, skozi odraščanje
srečni, a veš, da še vedno imajo uno otroško srečo v sebi. In ne samo, a veš, zakopano globoko v sebi, ampak so dejansko srečni. No, večina nas ni takih. Večina nas pride skozi socializacijo, bolj kot ne, resni. Pač life je resna zadeva, treba se resno tega lotiti in srečen bom, ne vem, pol v penziji ali nekaj. Kar se tudi večini ljudi pol ne zgodi, zato ker si lahko potem srečen samo, če, kakor sem rekel, ves ta bullshit, ves ta balast odstraniš. Pa niti ne nočem negativno govoriti o tem, ampak pač vse napačna prepričanja, to nam prepričuje, ja, da bi bili tako srečni, kot smo bili majhni. No in ja, če nekako to človeku uspe, pol pride do tega stanja, da zna živeti v tem svetu in da je srečen. To pa še nikoli nisem tako besedil, to mi je pa zanimivo pogledati, da priješ sem v ta svet in ne znaš kaj živeti, ampak si pa srečen. Pol te pa, a veš, vzgojijo oziroma socializirajo in se prek tega pač naučiš živeti kle, ampak zgubiš to srečo. Ker pa zdaj znaš kle živeti in ker imaš zavest in to sposobnost, da sebe spremeniš, imaš pol opcijo živeti še naprej kle, ampak pridobiti nazaj svojo otroško srečo. Kar je pa verjetno proces duhovnosti. Verjetno duhovnost je lih to. Ja, možno je, da to bi bila lahko definicija duhovnosti, da prideš nazaj, da si sposoben kle živeti, ampak obenem si pa srečen, tako kot si bil mali. Pa pol Sadhguru reče, veš, otroku moraš nekaj narediti, da ni srečen. Otroku moraš nekaj narediti, da je nesrečen. Medtem ko moraš odraslemu nekaj narediti, da je srečen. Se pravi, otroka moraš, ne vem, udariti, da rata nesrečen pa žalosten, medtem ko odraslemu moraš dati, ne vem, alkohol pa droge, da postane srečen pa vesel. A veš? Razen če ta odrasel dojame, da ne bo prek drog pa prek alkohola prišel do sreče, ampak samo tako, da začne pri sebi odstranjevati bullshit, ki ga je en ful velik, tako 1 kila dreka je, ne, 1 kila dreka, tako je Izidor rekel, je ful premalo. Tega je ful več. Potencialno, v bistvu je potencialno 99% tega, kar jaz razmišljam, pa kar jaz zdajle mislim, da sem, je bullshit. Čisto možno. Čisto možno, da je samo 1% tega, kar je tlele zdajle v meni, da je res, da je tisto, kar bi mogel obdržati, da še vedno lahko živim tukaj. Vse ostalo, kar se prepričanj, pravil, načel, vrednot, navad, političnih prepričanj, verskih prepričanj, osebnosti, lastnosti in ne vem kva še vse, da to ima, da gre. Da šele pol bi bil spet, a veš, ta nepopisan list papirja in posledično srečen. Sam cel problem je, a veš, to odstraniti je pa,
ne vem, no, me poprec pomeni, ima strah. Kako ne, jaz to odstranim, pa sem jaz še vedno jaz. A veš, kaj mislim? Lih to je pa ta identiteta, o kateri sem prej govoril, da jaz zdajle sebe dojemam kot pač tak, kot sem, ne? In čakaj, a to moram odstraniti? Kako naj to odstranim, pa sem jaz še vedno jaz? In pa, veš, pa priješ do tega, ne, da o tem budizem pa te vzhodne nočem uporabiti besede filozofije, ker niso filozofije, pa niti religije, niti vere, ampak vzhodni nauki, rečemo temu, nas to učijo. Da pač takoj, ko imaš osebnost, si zajebo. Takoj, ko imaš osebnost, si zajebo. Osebnosti ne smeš imeti. Pač moraš biti tako rekoč nobody in pol si srečen. Ker sej otrok ima pač, veš, v nekem trenutku ima neka čustva in pol mi odrasli temu pripišemo, če ima ta otrok ta čustva in teh ima več kot teh, pol je očitno tak pa tak in mu pripišemo pol otroku določene lastnosti in ga začnemo, ker je pač tako lažje živeti, ne, ga tretirati kot otroka, ki je tak. In pol, veš, se počasi začne graditi njegova osebnost, se res, sej to je socializacija, da si otrok zgradi osebnost oziroma ego in lih to mu omogoča neke vrste, da živi tukaj. Brez osebnosti ne, v bistvu zato, da znaš živeti v tem svetu, rabiš osebnost. Rabiš ego. Ampak lahko bi ga imeli ful manj. Oziroma, mogoče enkrat, ko ga imaš, ga lahko odložiš, pa še vedno uspešno obstajaš v tem svetu. A veš, kaj mislim? Da na začetku moraš, imeti, ti morajo biti pripisane lastnosti, da ti si tak pa tak človek. Zato, da sploh nekako dobiš temelj, da sploh, imaš neko izhodiščno točko in sebe zgradiš kot, rečemo, odraslo osebo, pol pa je fora lih to, da začneš to, da to podreš. Čakaj malo. Sej o tem je pa Ramdas govoril, ne, da najprej si nobody in pa greš v somebody training, da postaneš somebody, ker samo ko si somebody, lahko obstajaš v tem svetu. Oziroma, da moraš imeti neke osnove in ta prva osnova je ta somebodyness. Pol pa prideš do tega, da spet greš iz somebody v nobody stanje. Ampak stavek, da če imaš osebnost, si zajeba, to mi je pa smišljeno. Gleda, ta osebnost, ta je zajeba. Tako da kar je pa nekako povzetek vsega skupaj, je pa, da probam trenutno biti osredotočen na svoje dihanje, ne zdajle, ker sem gotovo, da med tem, ko govorim pa razmišljam, kva bom povedal, nekako ne gre, ne morem, sem kar zdajle na govorjenje osredotočen. In to je v bistvu ta problem, ki ga imam stalno s podcastom, da tekom tega, ko govorim, sem jaz v glavi. In to je to, da jaz sem lahko ali v glavi, ali pa v telesu oziroma v lifeu. In če sem osredotočen na dihanje, sem v lifeu.
Če pa govorim ali pa razmišljam, sem pa v glavi. In zdajle, ko govorim, sem v glavi in nisem v lifeu, kjer bi pa mogel biti, če bi hotel kam prideti, kar se tiče in duhovnosti in svoje sreče. In a veš, to, da jaz govorim o teh temah, ja, v bistvu itak, da mi pač pomaga razjasniti stvari, sam pri sebi, da pol vem, kam iti. Ampak še vedno govorjenje o tem ni praksa, ni, a veš, kar moram jaz dejansko narediti, da pridem do tja. Je kakor da govorjenje oziroma tale podcast je veš, ko doma spakiraš potovalko, zato da šel na pot. Ja, a veš, pakiranje ni niti prvi korak. Ne, pakiranje je pač pakiranje. Šele pol, ko greš skozi vrata, pa narediš prvi korak, si pač en korak bližji cilju. Sicer, v tej prispodobi nekako ne je pakiranje, ja, no, mogoče lih ne bi rabil toliko prtljage, kakor jo običajno s sabo jemljem. Mogoče bi lahko šel brez prtljage. Bi lahko šel brez prtljage na pot. Ja, pa se vpraša človek, bi lahko šel brez prtljage na pot. A bi lahko si ne razjasnil stvari, a veš, svojih misli glede razsvetljenja, glede vsega skupaj, pa se sam lotil prakse, pa sam bil osredotočen na dihanje in, a veš, ne razmišljal o vsem tem, ampak sam delal na tem. A bi tudi prišel na cilj? Itak, da bi prišel na cilj. Mislim, če hočem jaz priti do une omare, moram narediti 1, 2, 3, 4 korake. In zdaj, če jaz zdajle naredim te 4 korake, brez da si prej nataknem očala, pa vzamem vodo s sabo, veš, ko mogoče bom na poti žejen, bom pač prišel kje? A veš, če 4 korake naredim, pa so 4 koraki potrebni, da pridem do kja, pa bom kja, pa bom tam. Ne rabim prtljage, mislim, za to pot ne rabim prtljage. Za duhovnost mislim pa, da je rabim še manj. Se ne vem, zakaj bi na duhovno pot rabil kakršnokoli prtljago, če je poanta, da odstranjuješ bullshit pa vse ostale stvari, je prtljaga, ja, v bistvu lih prtljago odstranjujem, oh my god. Se pravi, snemanje tega podcasta je prtljaga, ki si jo jaz nalagam na lastna pleča in pol rabim to prtljago odstraniti, zato da pridem kamor hočem priti. V bistvu vse te misli, pa vsa ta teorija, pa vse to, kar sem zdajle povedal, to je prtljaga. To je točno, to je una prtljaga, ki jo jaz rabim odstraniti, zato dam pa srečno life. Ne me jebati. Pa to je... Zakaj jaz to zdajle pa še snemam? Pa to je tako retardiran. Ne me... Čak, aj tu res ta prtljaga? Mislim, če imam jaz, a veš, razjasnjene misli, pa znam ubesediti te zadeve, a to mene lahko omejuje v tem, da bi se rešil navezanost, ja, tlej navezanost na to, a veš, da bi jaz, ja, če bi jaz postal navezan na te misli, pa, tole sem jaz mislil, to je moja teorija glede vsega skupaj in jaz stojim za tem, a veš, in se oklepam tega. To bi bil problem, ja, to bi bil problem. Če sem pa pripravljen jutri spremeniti svoje mnenje, oziroma, da mi nekdo pokaže boljšo pot ali pa razloži na boljši način, pa jaz rečem, imaš prav, bom jaz tako začel gledati na stvari, pa sem v redu.
Pa sem v redu, le dokler se ne oklenem vsega tega in ne, takole je, Ok, do takrat je v bistvu v redu, ja. Do takrat ta podcast, pa te misli vse niso moja prtljaga. Po svojem še pomaga, ker če jih vsaj uredim misli, ja, pol si lahko z njimi vsaj kaj pomagam, a veš. Mislim, če so kaotične, pa čist neurejene, ne, pol nimam z njimi kaj početi. Če jih uredim, pol potencialno so za kaj koristne. Ali pa če ne meni, komu drugemu. Ok, saj to. Ampak ja, pizda, da je točno to, o čemer zdaj razlagam, da je to ura prtljaga, ki se jo moram jaz znebiti na svoji duhovni poti. Smeh. Ok, daj, preden dodam še naslednjih 20 minut prtljage čez tole, bom jaz kar zaključil. Tako da tole je bil, ma niti ne vem, kjera epizoda je to. V bistvu smo že čez 30, to vem edin. Ker, a veš, ne objavljam sprotne, ampak ja, fora drugače glede mojega urnika objavljanja, ne, je fora ta, da jaz posnamem, ko imam kaj za povedati, oziroma ko rabim pri sebi razjasniti kakšne zadeve, ali pa ko mi je smeh govoriti v mikrofon, tako da včasih ni konsistenten urnik, ker pač nimam kaj za povedati in kva bom takrat govoril. Pač ne, Jure, takrat bo tih in to je to. Ko imaš kaj za povedati takrat, klikam rekord. Tako da ja, če se kdo vpraša tako, zakaj ni čisto vsak četrtek ali pa kjerkoli dan že objavljam, zakaj ni vsak četrtek objavljen? Ja, zato, ker sem nekako dojel, da če nimam kaj za povedati, sem rajš tih. Pa še zdaj imam občutek, da preveč govorim, tako resno, no. Tako da ja, lepo se imejte, pa ajde.